z nožnico, z valungami, vedno vežemo na meno. Ampak to se lahko zgodi res po porodu, pred porodom. Ženskam, ki so rečemo na umetnih oploditvah, se to lahko zgodi. Ne? In to se zgodi lahko ne tisti trenutek, ko so na terapiji, ampak pol mesece po terapiji, zaradi tega, ker je tako hormonsko neravnovesje v telesu. Ne? Lahko se to tudi najstnicam zgodi. Takoj, ko je hormonsko neravnovesje, se lahko to vsem zgodi. Teda bi mogle biti vse ženske pozorne na to. In takrat takoj urgirati, takoj začeti dogajanje spremljati, da to ne bi trajalo dolgo časa. Predvsem pa, da se ne ponavlja. Točno to. Evo, pri vnetju mehurja smo vam že leta nazaj zaupali, kako lahko to odlično, hitro in učinkovito rešujete z demanozo. Najbolj pocen, ne samo za telo, tudi za denarnico in vse ostalo. Danes pa torej o suhosti nožnice s opaco estrogena in 3 stebre bova postavili. Prvi steber bo steber prehrane. Kaj pri prehrani moramo narediti za to, da bomo podprli zdravje naše nožnice, da ne bo suha, da ne bo težav s tem? Prvo, tako kot vedno, ekološko, lokalno, sadje, zelenjava, sezonska je to. Proč v sladkor, ker to je lepa hrana za vse mikroorganizme. Ampak, a veš, kaj ti povem, ne? Če bi na sladki hrani pa procesirani hrani pisali, pozor, tveganje za suho nožnico, mislim, da bi bila to super reklama. Mislim, da bi ne bi šla prodaja, ne bi šla prodaja, dobro. Res ne bi šla. Ampak to je res ključno, je to za suhost nožnice. Pa vse ono pomanjkanje zdravih maščob. Mi moramo vedeti, hormoni rabijo maščobe, te kvalitetne maščobe. Meni je najbolj luštno, da si vsaka predstavlja, da hormoni plavajo v tej maščobi. To, ki je nujno potrebno za njih. Tudi možgani plavajo v maščobi. In dejansko mi je zanimiv ta podatek, kjer dejansko govorijo, da je ta v 90-ih proti 2000 je bila prav gonja na te maščobe. Povsod je bilo samo fat free. Low free pa tako naprej. Čist. In ravno v tem obdobju je bilo potem največ žensk, ki so imele probleme tudi z neplodnostjo, ne samo z temi zadevami. Se pravi, mi rabimo zdrave maščobe. Maščobe niso naš sovražnik. Govorimo o zdravih maščobah. Vse zdrave maščobe, tudi vključno z oreščki, z semenkami, to je vse zdravo. Treba je to si privoščiti. Ne, joj, to se bom pa zredila. Ne, to mi rabimo, naši hormoni to rabijo, možgani to rabijo. Teda mirne duše si privoščimo prgišče, ne vem, oreščkov, semenk, hladno stiskana olja, dajmo si to privoščiti. Ne se šparati pri maščobah, zdaj bo pa kdo rekel, se sem vedel, pečena rebrca niso tako slaba. Ja, pa je spet svinjina, ki ne gre skozi. Svinjina ne gre skozi. Odlično, hvala, da si tole povedala. Zapisala si tudi ekološka bazična hrana. Se pravi, govorimo o alkalizaciji, o hrani, ki nas zakisa, in to ni kisla hrana, ampak hrana z visokim glikemičnim indeksom. In tukaj je res nujno potrebno dodajati čim več zelenja. Čim več zelenja. Vsak letni čas nam nudi neko zeleno stvar, rečemo spomladi regrat in vse solatnice, v jeseni imamo brokoli, križnice. Vse to dajmo izkoristiti. Dajmo te stvari izkoristiti, ker to bo res alkaliziralo nazaj telo. Pa ne samo danes, to je v bistvu tek na dolge proge, jaz najrajši rečem. Zato si me dopolnila, sicer zdaj prehitevam, dodala tudi ekozelenje. Tudi. Se pravi zelenje, kar se tega tiče. Kvalitetne maščobe sva ugotovile, sladkor sva rekle, fermentirana hrana, se pravi kisla repa. Super. V jesenskem času fantastična. Kimči, potem razne kombuče, kefiri, te vodni kefiri. To super podpre črevesni biom. Mi moramo vedeti, da vse izvira iz črevesnega bioma. Ampak kako zdaj črevesje, če mi dve govoriva o nožnici? Ja, se to je tisto, noben ne zna povezati. Ok. Se pravi, ko bo črevesje polno dobrih bakterij, bo vaginalna flora taka, kakor mora biti.